poslušalci Radia Ptuj, gledalci televizije PTV in vsi vi, ki ste se zbrali na ptujski tržnici in vabljeni k spremljanju soočenja županskih kandidatov in kandidatk v mestni občini Ptuj. Vodila ga novinarka Radia Ptuj Anne-Marie Kekerc. V boju za županski stolček v najstarejšem slovenskem mestu, to jesen se podaje 7 kandidatov in 2 kandidatki. 53-letna Tanja Galun je po izobrazbi magistra upravnega prava zaposlena kot samostojna podjetnica. Je skupna kandidatka mestnih odborov Slovenske ljudske in Slovenske demokratske stranke. Tanja Galun izpostavlja, da mora Ptuj postati sejemsko mesto in obstoječe prireditve dvigniti na evropsko raven, dokončati treba manjkajočo infrastrukturo v vseh mestnih četrtih, mesto pa mora kot konferenčno središče obdržati vse državne ustanove. Za svoje projekte namerava aktivirati občinska in evropska sredstva, spodbujati javno-zasebna partnerstva ter finančno podpirati realno uresničljive projekte, koristne za vse občane. 39-letni Boštjan Koražijan je po izobrazbi knjižničar, zaposlen v knjižnici Ivana Potrča na Ptuju. Je kandidat stranke za ekosocializem in trajnostni razvoj Slovenije. Boštjan Koražijan napoveduje uvedbo participatornega proračuna, ustanovitev mestnega biodinamičnega vrta, ki bi povečal možnosti prehrambene samooskrbe in izgradnjo zavetišča za živali. Denar namerava pridobiti v prvi vrsti z racionalizacijo in optimizacijo porabe obstoječih prihodkov, ob tem pa s pridobivanjem sredstev iz evropskih skladov, sponzorji in mednarodnim povezovanjem. 42-letni Robert Šegula je magister poslovnih ved in direktor zasebnega podjetja Tanis na Ptuju. Je neodvisni kandidat liste za razvoj mestne občine Ptuj. Robert Šegula ne ponuja mega projektov, ki niso izvedljivi, pač pa konkretne rešitve na področju gospodarstva, turizma, infrastrukture, kulture, vzgoje, izobraževanja, športa, pa tudi na področjih, kot so prehranska samooskrba in naravni viri. Sredstva je pregovorno mogoče zagotoviti zagotavljanjem optimalnega poslovnega okolja, da bo privlačno za domače in tuj investitorje, kar omogoča večjo zaposlenost in posledično močnejše gospodarstvo v občini, pa tudi s kvalitetnimi službami za črpanje evropskih sredstev in maksimalno racionalizacijo poslovanja mestne uprave. Štefan Čelan je 56-letni doktor tehničkih znanosti in aktualni župan mestne občine Ptuj. Za 4. mandat se potrebuje kot neodvisni kandidat ob podpori svoje liste. Štefan Čelan se zavzema za pospeševanje inovativnega podjetništva, raziskav in tehnološkega razvoja skupaj z Univerzo v Mariboru, vodoskrbni sistem za pitno vodo in namakalne sisteme za pospeševanje kmetijstva ter za pospeševanje storitev na področju turistične ponudbe in oživljanja starega mestnega jedra. Odpravi bo v okviru naslednje finančne perspektive 2014-2020 največ sredstev namenjenih prav za omenjena področja. 51-letni Miran Senčar je inženir elektrotehnike, zaposlen kot direktor strateškega razvoja v zasebnem podjetju Tenzor na Ptuju. Kandidira kot neodvisni kandidat s podporo svoje liste za Ptuj. Miran Senčar obljublja prihod vsaj enega tujega investitorja, ki bo postavil tovarno, zaposlil Turčane in dal ter oživitev starega mestnega jedra. Projekt bi izpeljal s kombiniranjem in optimiranjem občinskih sredstev, pripravo projektov za evropske in državne sredstva ter angažiranjem in aktivnim pridobivanjem mednarodnega zasebnega kapitala v naložbe. 47-letna Vlasta Stojak je magistra poslovodenja in organiziranja zaposlena v Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje. Je kandidatka socialnih demokratov. Vlasta Stojak namerava zaključiti infrastrukturne projekte in izboljšati pogoje za vlagatelje ter podjetja, urediti mestno tržnico in poslovne prostore v mestnem jedru ter ustanoviti hišo ustvarjalnosti in podjetniškega inkubatorja za mlade. Kot pravi, je potrebno v proračunu postaviti prioritete ter racionalizirati investicije, vire pa poiskati v javno-zasebnih partnerstvih in nepovratnih sredstvih. Ob tem je treba spodbuditi potencijale za ustvarjanje novih delovnih mest ter s tem nove prihodke. Nove Slovenije in krščanskih demokratov. Za župana je že kandidiral. Poudarja, da želi poskrbeti za razvoj gospodarstva in nova delovna mesta mladih. Tuj vidi kot kulturno ustvarjalno in turistično urejeno destinacijo z novim arheološkim muzejem, nadaljevati želi urejanje infrastrukture, vključno z zbirnim centrom za odpadke ter gradnjo južne obvoznice. Po njegovem mnenju treba zmanjšati porabo javnih sredstev in preveriti proračunske vire, zagotoviti učinkovitejši način zagotavljanja lastnih virov, strožji nadzornih korakov, koriščenje razpoložljivih državnih in evropskih virov sredstev in podpreti gospodarske iniciative za vlaganje v Ptuj.
53-letni je ekonomist in kandidat stranke Humana Slovenija. Za županski stolček se je v preteklosti že potegoval. Tokrat pa Mirošic poudarja, da so njegovi najpomembnejši projekti za poslovanje, razvoj turizma ter razvoj podjetništva in s tem blagostanja. Kot pravi, bo treba pljuviti v roke in potegniti največ, kar se da iz državnih in evropskih sredstev, pa tudi od lastne udeležbe posameznika, saj je potrebno delati za skupno dobro vseh. Zato je nujen osebni vložek dela, truda, znanja in časa. 48-letni Samo M. Strelec je gledališki in radijski režiser, zaposlen kot ravnatelj zavoda Novi Zato na Ptuju. Je neodvisni kandidat, ki se je v županski boj podal ob podpori volivcev. Samo Strelec poudarja, da namerava vsako občinsko pisarno postaviti napis, kaj lahko naredim za vas. Ker je občina od občanov, pa bi po njegovem moral vsak občinski funkcionar vsak dan na spletu zapisati, kaj je naredil za občane.